Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Matej Regent pa na terenu. Zdravo, Matej, kje si? Ja, lepo zdrav iz hotela Arena, kjer je naša najhitrejša Mariborčanka na smučkah pravkar naznanila konec kariere in zdaj je tudi tukaj ob meni. Torej, Ilka, kaj boste zdaj najprej naredili, ko ste v športni penziji? Vse. Zdaj sem upokojenka, zdaj se mi mudi in tako da če lahko malo hitro sprašuješ, prosim. Ok, torej naslednje vprašanje bo zelo hitro postavljeno. Ali vas bomo lahko večkrat videli tukaj na Pohorju smučati po naših belih strminah? Jaz smučati ne vem, danes sicer res, da smo se zbudili v eno zasneženo jutro na Pohorju, tako da v zimi vsekakor no, ampak mislim, da tudi poleti bom kaj naokoli. Najlepša hvala, toliko za enkrat iz hotela Arene, več pa v današnjih novicah. Lepo zdrav v studio. Hvala lepa, Matej. Hvala. In seveda želimo Ilki vso srečo v penziji in sporočamo, da zdaj lahko pač, ne, tako kot Marcos Tavares, ko je rekel, končno lahko je normalno. Tako, hamburgere pa pice. Ilka z prve na double cheese, tako za 30 € neki, ne, da rukne. Ali 40-50. Tako, če še ima kako sladico. Eno obvestilo imam za vse ljudi tega sveta. Ja. Danes zjutraj ste videli, ne, verjetno deževalo je, tla so bila mokra, mini lužice so se nabrale in danes sem ugotovil, da mi desni šuh pušča. Joj. Ni to svetovno. To je najboljše. Stari so 1 leto, nosim jih mogoče 3 mesece, ker sem imel 100 let v omari. Novi šuh. In bolj pogledam, kaj se dogaja. Zakaj se mi zdi, da imam mokro noter, ne? Ja. Mrzlo, veš, ono. Ja, tečno. Pa se ozredotočim na levega, tam je toplo. No, kaj? Pogledam spodaj, nikjer nič se ne vidi, ne? Pa šuh malo vpognem, tenisko. Ja. In vidim, da je na zunanji strani desnega šuha guma malo se odlepla, odstopla. In zgleda tam glih toliko pride, da Tako. pride do gor in še gor na vrh šuha. Moraš vedeti, da dan danes kvalitetnih šuhov ni več. Res je. Vse je samo zlepljeno na hitro, cup, da nosiš, hitro nove kupiš in je to. Tako. Jaz mislim, da ti jih mol požer. Ne, jaz mislim, da moja teorija bolj velja. Verjetno. Jaz pa mislim, da bi Anja mogla imeti svoj stand-up. Jaz pa mislim, Kako pa dela zadnje dni, ne? To je bolano že, ne? Okay. Lele. bomo nekaj spromovirali, Anja. Ja. No, v glavnem, danes, ko grem domov, bo verjetno še vedno moker šuh. Juhu. Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? Ja, dober dan, profesor. Dober dan, Kak je dan, je? čudovitem vremenu. In imamo eno pravo, da se malo tak... November rain. Ni November rain, je pa Save the Best for Last in Vanessa Williams, ki je tudi taka za današnji dan. Iz leta 92, in če niste vedela, še pred pevsko kariero je postala znana kot zmagovalka tekmovanja za Miss Amerike leta 84, še toliko bolj, ker je to uspelo kot prvi z afriško-ameriškimi koreninami. Ampak vse skupaj zasenčil škandal, ker so njene gole slike brez njenega dovoljenja objavili v eni reviji. In pod pritiski se je potem morala Kroni odpovedati in mnogi so mislili, ok, to je bilo to, punca je zabetonirana za celo življenje, z tega se več ne ozvlekla. Ampak 4 leta kasneje se je na sceno vrnila kot pevka in sicer z britanskim albumom The Right Stuff. Tam ni bilo nekega hudega uspeha, ampak vse se je spremenilo leta 91, ko je izdala drugi studijski album The Comfort Zone, na katerem najdemo tudi današnji singl. Skladba je bila 5 tednov na prvem mestu ameriške lestvice in si prislužila tudi naslov single leta 92. Gramija ni dobila, ker je takrat ga odnesel Eric Clapton's Tears in Heaven. No, 13. septembra leta 2015 pa je Vanessa sodelovala kot glavna sodnica za Miss Amerike. Takrat so se v živo opravičili in po 32 letih vrnili tisto krono, ki je mogla dati. Dolgo so rabili. Kar nekaj časa, ne? Ja.
čas na rock koncertu. Na večer roka v Šentilju. Noč roka. Tako je, mi dva v Šentilju, to soboto 28. ob 20:00 v športni dvorani Šentilj. Skupina, mi dva, ne mi dva, Tako je, Medvar, glasbena ne daj. zasedba, mi dva. Tako, da ne bi kdo pričakoval enega najboljših stand-upov v zgodovini, da bi mi dva nastopala. Ja, ne? ja. To bi bilo res zabavno. Ne bi bilo. Ja, bi bilo. Ja, nama bi bilo, ja. Ja. To pa je tako najbolj važno, ne? Da se imajo ljudi fajn. Ne, karte imamo za mi dva, okay? Za Ja. skupino mi dva električno v Šentilju, to soboto ob 8. zvečer. Tako, in če ste se prijavili, je to super in Bojan se je in bil izžreban. Zdravo, Bojan. O, zdravo. Bojan, kaj bomo rekli? Bomo šli na koncert? Ja, glej, z veseljem, ne? No, Če sem Bojan. že bil na Alo Stari Vratgone, tebi še zdaj bilo fajn, če je šel v Šentilj na mi dva, ne? Normalno. Bravo, Bojan. Normalno, bravo, Bojan. Hvala, da si prišel. No, Sicer no, pa, prosim, Bojan, prosim. za 2 karti imamo eno mini nalogo za tebe, ok? Da, čujem. Okay, Bojan, naloga se imenuje Prepoznaj komad od skupine Mi dva. Treba je povedati sami največji hiti, tako da ni nobena prljava igra, ne, kot se Je reče. prljava, ker je rikvrc. Ja, to pa je malo more biti. Ja. Dobro, Okay. hvala lepa, Fadi. Bojan, prvi namig ti kar dam, poslušaj ritem, ne, toliko da vidiš, ali je hitra pesem ali počasna. Okay? Dobro. Naj ti bo to v pomoč. Da Okay, vidimo. evo, prisluhni, Bojan. Bojan, kaj praviš? Zveni znano? Ja, znano zveni, ja, samo Rigverc. Ja. Zdaj pa si ti naprej zapoj v glavi. Ne vem, če si slišal na koncu, ko je naredilo klik, klik. Torej, tisto je začetek refrena. Ja. Klik, klik. Ti imate na, ne? Ja, pa to! Bravo, Bojan! Da vidimo, če je res. Tako, pa si šla. Pa si prišla. Vrhunsko, Bojan. Evo, čestitke, še en aplauz dobiš, Bojan, bravo. Dve Odlično. karti sta tvoji. Super, hvala lepa. Fajn se mej, pa pelji lepo družbo zraven, tako si napisal, ne? Bom, brez skrbi, hvala Redu, lepa. Bojan, Ja. čestitke. Hvala. Evo, Bojan je dobil 2 vstopnici, lahko dobite 2 tudi vi, danes še jih delimo v preostanku dneva, tako da pošljite SMS ključno besedo mi dva in svoje podatke v SMS-u, torej na 051 220 220. E-cigarete ter vejpi vemo, da predstavljajo nasplošno že velik problem, ne? Ja. Za mladino. No, zdaj v zadnjih mesecih pa se pojavljajo tudi zaskrbljujoči videoposnetki iz Velike Britanije, predvsem, kjer se ne morem verjeti, ampak veverice pobirajo te stare e-cigarete in vejpe in nekaj cuzajo ven in vdihavajo to, zato ker je Ja, hočeš reči, da veverice vejpajo. tako. No, Da ne. Ja. Kaj se smeješ? Groza. Ja, bo, no. kaj boš lešnik? No, te tekočine so, dosti jih ima, kak von ali pa okus po kakem sadju, ne? In jih to privabi in prav si primajo v tačke in ven nekaj cuzajo ali vlečejo ali nekaj in je nekaj že se jih zastruplo, tako da. Ker če ne bi, to je prvo, drugo pa, če že, dajte to nekam pravilno odvreči, ne? Tako. Ne na tla. Okay. Upam, da te v Angliji čujejo. Pa se ne samo tam, zelo lahko pri nas tu imamo veverice, pa ljudi ki Samo ne vejpajo. vem, če vejpajo. Ne? Si videl že kako? Naše se pazijo. Okay. Ne vem. No, ja, ampak problem je seveda v tem, ker pol nekdo to vrže, ker na tla ali pa. Ne? Ja. Drugi problem pa je ta, da vržeš v koš, pol pa pri nas, vsaj tukaj, je pa 700 milijard vran, ki Ki koš se raznosi. razturijo in pol zgleda
kot da je nekdo vse tu razmetal. In bolj so vejpi po parku, veverce pa nadehan. So pa danes bile dileme študentke Eve naravnost zate, Tomaž. Namreč polne so tebi ljube angleščine v slovenskem pogornem jeziku. Really? Ja, really. Dileme študentke Eme, tudi danes zjutraj. Dobro jutro, Ema. Dobro jutro. Stopimo bliže generaciji Z. Ema, daj nam ti razloži ta nov trend, ki je ne samo na družbenih omrežjih, ampak tudi drugače, tako se obnašate. Lani je bil 6-7, Ja. letos je pa kloki. Ja, o moj bog. Vsi prijemate. Poznamo. Ja. Kako bi to zdaj opisali? Je tako mini ploskanje z palcem in kazalcem. Ja, Ne? tako. In kaj zdaj to pomeni? Zdaj razloži, To tako, da imaš dva prsta lepljiva. razloži nam kaj moramo mi čutiti, ko kdo iz generacije Z naredi tak, da nas ne zgrabi panika, da ste tik pred božjasnim napadom ali kaj pa, da se vam je totalno zmešalo. Ja, to po navadi pomeni, da je nekaj full cool. Tako ikonično, tako sesi, veš tisto. Kako dobro. Veš tisto monozaj. Zdaj pa moram to delati. Ja. Ampak samo, jaz sem se s tem že srečal. Ene 14 dni nazaj na vajah od Pleh bande, tudi ena predstavnica generacije Z, nekaj smo se pogovarjali, pa ja, pa to je ful. Kaj delaš? Daj nehaj, no. Taki vibe je. Vprašal, da kaj to pomeni. Zakaj? Prav tako. Skratka, to pomeni, da je nekaj vredo, kul, dobra hrana, nekaj- recimo. Ne hrana, ne. Kaj hrano, ne. Polono, tak, da si kul, nekaj Ja, da dobra pač nekaj situacija, poveš, pa je samo pozitivna. tako, Omoga, gledaj, Jeger ne drži sape, da ima to, kdaj mi dva videla. Jaz moram iti nazaj na svoj planet. Ne, ampak kul, tak, da veste, to je v bistvu ena od večjih pohval ta trenutek, ki jih lahko res je, dobiš. ja. To si lahko samo tako, wow, hvala. Oho, klokali so mi, gledaj, tako sem bil dober. Včasih je bilo ono, Stari ljudi pluskamo, ja. Zakaj pa zdaj samo za pa dva prste? Klokit. Ja. Ampak ni tako sik dela to. Ne. Ja, ful je Jaz sem overwhelmed, sick. s vama obema, gled. Jeger, jaz se opravičujem. Da še meni, Jaz se opravičujem, jaz Nič sem ne sick, čutimo, prosti. ti si pa cringe, ko to delaš. Je malo, ja. Je malo Ja, cringe, ja, ne, je Ale, Jeger, ne. cringe, ne. Tomaž. Koliko enih grozot zdaj doživel. Najprej angleščina, pol ta dva prstka skup, pol Dejan, ko hoče biti mlad, pol Ana, ko hoče biti stara, Jeger pa s pohorja. Nehaj to delati. Zdaj ti je Čakaj, še ti jasno. Zakaj ima ura s tem? Kaj klok? No. Če klok ura, so nam v šoli rekli. No, kaj urnika? Se lahko tudi kaj druga. Kaj, urni kazalec? Ne. Joj. Skratka, full ure. Zakaj, če pa ful bože brava, stari? Ja, to je dosti boljše. Odijo, kaj si? Ne. Ja, glej, lahko pa. Mogoče, Tišini da. poveš, Ali samo so si v tako. cerkvi delali to, da so mogli tiho Ja. biti župniku, po pridigi vsi, Ministrantu, da je full dobro za cinglo, ne? pa za smrado cerkvi. Sicer pa se danes pogovarjamo o koncertu skupine Mi2 v Šentilju. To soboto ob 20. uri v športni dvorani Šentilj. Zraven igrajo tudi Vis Mojca, jaz sem sam. Tako. Ne? In mi imamo vstopnice za vas, če se prijavite preko SMS-a na 051 220 220, pošljite ključno besedo Mi2 in svoje podatke in ste v žrebu. Ja, res je, in izžrebali smo Tomaža. Tomaž, karte imamo za Mi2 in Tomaž, ti si se prijavil, tako da, če bi šel, Ja, valjda. bi šel, ne? Ok. Boš šel, če boš uganil, katera pesem je od Mi2. Mi imamo tukaj pripravljeno, malo, da te malo privijemo, ne moreš kar zdaj dobiti. Pa Ja, nič, ne. Okay. Okay. Imamo en komad nastavljen in sicer v obratni smeri, probaj ugotoviti, kater je. Če ne bo šlo, bomo probali skupaj malo, ok? Okay. Evo, prisluhni.
No, evo. To je bilo kar na koncu fajn namik. Ja. Tomaš, kaj praviš? Ne, mi glih pride na pamet, kaj bi bilo. Okay. Dam ti en namik, začne se na Č. Okay. To je prvi namik. Čista jeba. Ja, pa Bravo, Tomaš. Bravo, Fras. Je bilo, ne? Ja, malo se je čulo. Pa na koncu, ne? Dajmo preveriti, če je res. Čista jeba. Čista jeba. Osi krati čisto blizu, a tak daleč od vsega. Je bilo, tako da bravo, Tomaš, enkrat. 2 karti sta tvoji, se vidimo na koncertu. Super, hvala. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku, Mariborčanka Ilka Štuhec je na današnji novinarski konferenci tudi uradno sklenila svojo kariero, ki je bila polna uspehov, a tudi izzivov kot vsaka. Ne? Ja, tako da bravo. Bravo, Ilka. Hvala, Ilka. Bravo. In po tekmovalnem vikendu v Kvitfjellu je Štuhčeva priznala, da so bile zadnje tekme zelo, zelo emocionalne. Res sem se zavedla, da zdaj je pač to, ne? 2 tekmi še in se v bistvu tekme svetovnega pokala za mene končajo. Bilo je zelo emocionalno, že v petek sem kar nekajkrat jokala, čeprav so bile take vesele, solze, pomirjene, da je čas za nove poti, za nove zmage in nove izzive. Vsekakor sem bila zelo, zelo vesela, kako so me v bistvu pričakali v nedeljo v cilju. Šampanjcem in vsem in špalirjem, tudi pač iz strani FIS-a so dovolili, da si vzamemo čas in to na hitro proslavimo. Tudi kasneje, ko so me v bistvu vse punce počakale in še drugi komplet oblačil zalile šampanjcem, sem bila res zelo, zelo vesela, kar mislim, da samo po sebi govori, da pač ni šlo samo za rezultate vseh teh letih. Lepo, ne? Zgodovito povedala. Ilka je ob tem poudarila še, da se v vseh teh letih, kot je rekla, torej ni šlo za rezultate, kljub temu pa izpostavila trofej oziroma dosežek, ki je najbolj ostal v spominu. Se bi rekla, da ta pokal iz Sladkosneda, ki je bil moj prvi pokal, ki sem si ga res dolgo želela, samo že tako dolgo nazaj, da se ne spomnim tako dobro. Prva zmaga je, mislim, da bila en večjih momentov, oziroma rečemo temu rezultatskih momentov, ampak o njej nisem prav dosti razmišljala zdaj v zadnjem času, ker kadarkoli sem gledala nazaj, sem se več manj spomnila ljudi. Ne glede na vse težke trenutke, vse lepe trenutke, pač je življenje, ki se ravno tako odvije zraven. In to je v bistvu tisto, kaj ostane, ne rezultati. Ker se tako prah nabira gor. Ja, vse je res. Okay, ob tem je mama Darja Črnko spomnila tudi na njen prvi pokal, ki ga je osvojila pri 8 letih. Tisti njen prvi Sladkosned pokal, kaj je tam, ko je pozabila govoriti, ko je dobila zraven tega tudi prehodni pokal. To je pač take otroška tekmovanja so bila in tisti pokal je bil do boka. Dejansko, bil je do boka velik in to ona je pozabila govoriti, ko je videla, kaj bo dobila. Ker si je tako želela ta prvi pokal, da jaz takrat niti nisem šla na izbore za demonstratorje, ker prej smo naše demonstratorje, nekaj to moram videti, ker ona je sanjala o tem pokalu, ker sestra je že imela pokale, ona pa same kolajne in to je bila strašno njena želja. Kaj si pokal do boka, gor to je bilo kar zanimivo. Sicer pa zdaj, po koncu kariere, Ilka nima še nekih jasnih načrtov, ne? Ne bom se zdaj razpustila, če sem v penziji. Ne, vsekakor verjamem, da bom našla nekaj druga, kaj me veseli, mogoče niti ne tako fejst drugačnega, ne vem. In bom pač svoj čas, energijo, voljo in vse, kaj spada zraven, posvetila temu in ja, kot sem rekla, prej novim zmagam. No evo, seveda želimo so srečo pri tem, jaz predlagam, da preklopi zdaj na Bob. Lahko bi, ne? Da še malo tu namrzlem. Okay, bo pa Ilka ob koncu kariere za seboj pustila precejšno vrzel, saj zdaj nekaj naslednice ni na vidiku, menda, ne?
vsekakor je žalostno videti, no, da ni koga, ki bi mogoče, ne vem, rekla, stopil v te čevlje, no, ker vsak hodi po svoji poti, ampak da je mogoče lahko nekaj malega doprinesla, pomagala tudi jaz. Ampak ja, to mislim, da je vprašanje za koga drugega, zakaj je do tega prišlo. Ja, ok. Vse se bo še kdo našel, zagotovo. Ja. Drugače pa dajmo spomniti samo, Ilka Štuhec je v svoji karieri zbrala 252 nastopov na svetovnem pokalu, pri tem se je 22krat uvrstila na stopničke, kjer je 11krat zmagala, osvojila pa je tudi 2 kristalna globusa. Tako da, bravo. 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 Fras in Medvard in Fras in Medvard show.